Gospodarstvo terja pravno državo kot osnovni pogoj za normalno poslovanje podjetij, je na 5. seji v svojem uvodnem nagovoru poudaril predsednik Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije Stojan Petrič. Pereča problematika učinkovitega delovanja pravne države je bila tudi osrednja tema seje, na kateri je kot gost sodeloval državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo Helmut Hartmann. Tukaj je ministrstvo pristojno za zakon, ki se nanaša na podjetja, ki so v stečajnih postopkih oziroma v postopkih prisilne poravnave, in tukaj z Gospodarsko zbornico Slovenije dobro sodelujemo. V svojem stališču do načrtovanja in izvajanja infrastrukturnih investicij je GZS izrazila nasprotovanje neupravičeni širitvi Nature 2000, ki že zdaj na 37% zaščitenih področij povzroča zamude pri umeščanju in izgradnji infrastrukturnih objektov. Mi se moramo zavedati, da je izgradnja hidroelektrarn na spodnji Savi in pa na srednji Savi investicijski poseg približno 1,3 milijarde evrov. To pomeni veliko za naše gospodarstvo. Kam bo šla Slovenija, kam in kako bomo usmerjali slovensko industrijo, energetiko, gradbeništvo in storitve, je bil naslov okrogle mize, na kateri so minister za gospodarski razvoj in tehnologijo magister Radovan Žerjav s sodelavci ter člani strateških svetov GZS razpravljali o osnutku slovenske industrijske politike in smernicah strategije razvoja Slovenije do leta 2020. Dokument Slovenska industrijska politika je vseobsegajoč dokument, ki je rastel skupaj z Gospodarsko zbornico. Na delavnici o aktualnih temah ravnanja z odpadki v gospodarstvu, ki ga je pripravila GZS, Služba za varstvo okolja, se je zbralo več kot 160 udeležencev. Predstavljena je bila spletna aplikacija Informacijski sistem odpadki za elektronsko spremljanje pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi. Nujno morate pridobiti potrdilo za digitalni vstop v ISO odpadki zbiralec in obdelovalec. Gost decembrske seje upravnega odbora GZS Podjetniško-trgovske zbornice je bil letošnji zmagovalec svetovnega prvenstva v poslovnem svetovanju Global Advisory Challenge dr. Andrej Vizjak. Predaval je o formulah uspeha za slovenska podjetja. Večina naših podjetij pa je seveda lokalnih specialistov, ki so pač v tem, kar delajo, zelo dobra in jih težko neki mednarodni zmagovalci oziroma tudi panožni globalisti kar tako spodbijajo. Na upravnem odboru GZS Združenja gradbeništva in industrije gradbenega materiala pa je tekla beseda tudi o predvidenih investicijah za infrastrukturne projekte. Na ministrstvu aktivno pripravljamo podlage za naslednjo finančno perspektivo, se pravi vse potrebne dokumente in tudi nabor ključnih projektov. Na informativnem dnevu so predstavniki Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Davčne uprave Republike Slovenije podrobneje predstavili pravilnik, ki davčnim zavezancem omogoča zmanjševanje davčne osnove v višini 100% zneska vlaganja v raziskave in razvoj. Podjetja morajo paziti na to, da imajo raziskave in razvoj dokumentirane v posebnem razvojnem projektu oziroma programu ali pa v poslovnem načrtu. Tema tokratnega poslovnega zajtrka Centra za mednarodno poslovanje GZS so bile poslovne priložnosti in možnosti za gospodarsko sodelovanje z Južno Korejo. O svojih izkušnjah so spregovorili tudi predstavniki podjetij, ki na tem trgu že poslujejo. Delam pa v bistvu z družinsko firmo in se zadeve zdaj predvsem v zadnjem času spet kar dobro razvijajo. Evropski parlament potrdil predlog uveljavitve enotnega patenta, ki se bo tako pridružil obstoječemu sistemu patentnega varstva. Nacionalnim in evropskim patentom se bo tako pridružil unitarni oziroma enotni patent. Zaradi velikega pomena enotnega patenta bo Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Uradom za intelektualno lastnino v prihodnjem letu številne aktivnosti namenila osveščanju in izobraževanju podjetij o pomenu in priložnostih intelektualne lastnine. Decembra so se nadaljevala tedenska srečanja predstavnikov Gospodarske zbornice Slovenije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o operacionalizaciji ukrepov za izhod iz krize in spodbujanje gospodarstva. Teme so bile osredotočene na zakonodajne in druge rešitve v gradbeništvu ter problematiko varstva okolja, GZS pa pripravlja tudi nove predloge za vizni režim.
Prišli smo res do tistih konkretnih zadev, iščemo konkretne rešitve, moram reči, da nam gre dobro od rok. O tem, kakšna pričakovanja ima gospodarstvo do vlade in drugih socialnih partnerjev na prehodu v letu 2013, ter kateri so najbolj urgentni ukrepi, ki jih v tem trenutku zahteva gospodarstvo, so predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije spregovorili na novinarski konferenci ob zaključku leta. Predsednik GZS, magistr Samo Hribar Milič, je ponovno poudaril pomen agende 46+, predloga 46 konkretnih ukrepov gospodarstva s konkretnimi hitrimi učinki. In upamo, da bo to predstavljalo tudi okostje delovanja predvsem tistih ministrstev, ki so najbolj neposredno povezana z delovanjem in pogoji poslovanja v Sloveniji, se pravi z gospodarstvom.